Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Torkovo jutro je bilo to in kar je zanimivo, glede na to, da je poletje in si približuje nov vročinski val, čez vikend do 35 pa več je emo danes zeblo. Še vedno ne. Še vedno te. Še vedno me fulme zebe. Res, kaj imaš vročino? Ne. Veš, da razsajo neke viroze. Ne, sem šla malo tu na glavni trg. Malo bi šla na glavni trg. Ja, malo se sprehoditi. Ne, na glavnem trgu je vse ok. Ja, zato. Tako. Okay. Tako da, če ste morda zamudili danes jutraj, smo se med drugim naučili več o tem, kaj pravzaprav je IMAX kino. Nekaj izjemnega, ne? Da so in uhani iz orhidej, ki jih delamo z namazom. In imajo rok uporabe. Dali karte za otok, en lifehack za očalarje smo tudi povedali. Tako da, če ste slučajno zamudili, uživajte v poslušanju našega podcasta, drugače pa, saj veste, spet jutri zjutraj o 5:30. Apropo normalno, nič pa ni zares normalno v slovenskem fuzbalu. Nova afera, ki je razplamtela po tekmi med Koprom in Radomljami. Situacija, zdaj seveda ne poznamo, čisto zares noben od nas ni bil zraven, ampak dejstvo je, da so morali tekmo prekiniti zaradi hude nevihte. Koprčani so želeli, da drugega polčasa ne bi odigrali, ker jih čaka pomembna evropska tekma in ne bi radi uničili igrišča. Radomljani, ki so vodili 2:0, so rekli, mi bomo špilali. Na koncu je sicer bilo 2-2, ampak tretji polčas pa je bil in to kar grozen, no. Tam je bilo kar nekaj prerivanja, celo do mini pretepov je prišlo med koprskimi in funkcionarji Radomelj. Tudi neki videoposnetki so krožili, kjer si niso lepih stvari govorili, ne, in mahali en po drugem. Ja. Mislim, grozno. In zagotovo se bo to še razpletalo zdaj. En pedigre. Ne, ta klika, ki vodi FC Koper, ampak po drugi strani moramo vedeti, vedno sta potrebna dva, da plešeta tango. Nekdo, ki pleše sam tango, ne, kar tak po nekem prostoru ali pa na glavnem trgu z vrtnico v zobeh, je samo smešen. Tako da to še bo zagotovo zanimivo, v vsakem primeru pa absolutno so to stvari, ki ne sodijo. Zdaj, če smo resni ljudje, ki se gremo neko resno stvar, potem tega absolutno ne moremo delati, to ne sodi zraven. Po drugi strani pa gledajte, kaj se dela Infantino s svetovnim fuzbalom, tako da, ali je kdo čisto res presenečen? 6 minut, še ema, ne, polna gleda samo svetovno prvenstvo. 28. julij je in gremo skupaj v nov dan. Upam, da odštevate drobno do dopusta, pa ste nazaj ta teden, pa kaj češ, ne? Eni še pa gremo. Torej, jaz moram reči, to moram najprej povedati, včeraj je bil kar poseben dan za mene. Kot starša, verjetno je marsikdo zunaj že to doživel. Včeraj me je prvič moj starejši sin vozil z avtom. Opa, Ja, sicer seveda smo še z L-tablicami, ne, ker je šele 16. Je v redu? Dobro. Dobri občutki? Ja, v redu. Si kdaj bremzal? Ne, ni bilo potrebe, je njegov inštruktor Goraz dobro opravil delo. Odlično. Tako da vse štima, ampak je pa to en tak poseben občutek, no, bom rekel, veš, ker kot si z otrokom si jasno, da od prvega trenutka, ko je na tem svetu, pol pa naenkrat te že z avtom okoli vozi, kaj te to je. Ker noro. In kam je šlo do teh dobrih 16 let, ne? To je, se kar vprašaš, pa se pogledaš v ogledalo, pa rečeš, v to sivo. Tu se je skrilo. In pol smo se peljali in pol sva ženo šla sama naprej, pa tak reče, kaj ti dam L nalepko dol, pa se rekel, ne, pusti. Tak je na avto od mamice. Ne, sem pa testiral, ne, sem pol jaz vozil z L-tablico, sem videl, če se bojo kaj drugače obnašali vozniki in te malo drugače tretirajo.
prehitijo po desni, se veš, zadaj se ti zared zapeljejo, blendajo, ker sem za nalašč vozil fejst po omejitvah vse, ne. In bi na tem mestu mogoče samo res za več strpnosti prosil, no, sej jaz verjamem, da pač ima vsak neke svoje probleme, ampak ne moreš jih rešiti na cesti. Tam si samo ustvariš dodatne. To bo dan, bom rekel, da to še pa zadnje, hvala lepa, ko te bom videl enkrat Matej plesati kot Kevina Bacona v filmu Flash. Si to res želiš? Solo, ko boš imel dovolj in boš rekel, zdaj pa bom s plesom dal ven, kar imam. In bo tako subtilno svetloba padala skozi okna v neki fabriki, zapuščeni tam v tamu noter v neki hali, pa boš ti ful pleso. No, bi lahko enkrat naredili, bi bil kar hec. Lej, tako je zasi, videl? A kam me vidiš, Ema, v tej vlogi? Vidim. Ok, ena druga stvar, zdaj te dni, ko se pogovarjamo o aktualnih filmih, skače Odiseja pravzaprav posod ven, Christopherja Nolana, upravičeno. Jaz se res pravim, če so vam všeč zgodovinske tematike, če so vam všeč spektakli, ali pa če bi šli kar tak gledati en zelo zanimiv film, jaz več kot priporočam. Tudi se boste naučili iz tega vsaj osnovno, če je bilo do zdaj, da v debati kdo rekel, ja pa je Odisej, ne, ko je bil pri Kirki, ne, pa ste bili tak, ja. Ne, če greš gledati film, potem točno poznaš to klasično starogrško zgodbo, ta ep. Ampak mimo tega veliko se pojavlja zraven beseda IMAX. Ne? IMAX. Ali sploh vemo, kaj je ta IMAX in kaj to pomeni, oziroma kako filmsko doživetje, kino doživetje to ne? Je to nekako večje? Ja, ampak kaj pomeni? Gremo po vrsti. Okay. Kaj pomeni kratica IMAX? Ne, dosem sem slišal, kako je škripalo. Ne. Če ne poveš iz prve, ne veš, ne ugibaš. Okay. To je v bistvu okrajšava dveh besed, image maximum v bistvu. Tehnologija niti ni tako nova. Že v 60-ih letih so izumili Kanačani, 60-ih letih prejšnjega stoletja, ampak gre za ultimativno filmsko doživetje, posebne kamere pri snemanju, ogromni trakovi filma, ne? In pa, če gremo po vrsti, zdaj trak, če snomeno, običajno je filmski trak, če se še snima na trak, širok 35 mm, IMAX ima 70 mm trak in veš, pri kamerah imamo v glavi in tudi je tak, da se pomika navpično, no, pri IMAX-u gre vodoravno, ko se snema, in posamezen kader je zato 10-krat večji, kot bi bil posnet z navadno kamero. Te kamere so posebne, izjemno velike, težke in tudi kratek čas lahko samo snemajo, ker je seveda dost traku potrebnega. Standardno IMAX platno meri 22 metrov širino in 16 metrov višino. Predstavljate si 15-stropni blok v bistvu, ne, ali pa stavba. Ne? Torej 16 široko, 22 visoko, največji je v Nemčiji, kjer je slabih 39 metrov široko in 21 metrov visoko IMAX platno, kar pomeni, da je širše kot Boeing 737, v bistvu, ne, če bi tako pogledal. Predstavljajte si, kako platno je to, tudi zvok je poseben in gre skozi luknjice v platno direktno iz platna ven, nekateri dodajajo še druge efekte, veter pa to, ampak to je že potem 4D, nima toliko neposredne veze. Kak je težek ta trak? Tak je masivn, da ga recimo, ko predvajajo, ne morejo vrteti klasični zobniki, ampak so zato izumili sistem Rolling Loop, da trak skozi projektor poganja zračni tlak v bistvu. Jasno, da posebni projektori. En kolut je težek okoli 300 kg in je gor 18 km filmskega traku na enem. In projektori v IMAX dvoranah imajo tako močne žarnice, da morajo imeti vodno hlajenje, ker če ne bi imeli vodnega hlajenja, bi se žarnica raztopila v bistvu v nekaj sekundah. Taka temperatura je. Svetloba pa je tako močna, da če bi ti prižgal IMAX žarnice na Luni, bi bile na Zemlji vidne s prostim očesom. In zato je to tako posebno doživetje. Tudi karta je seveda neprimerno dražja za ogled takega filma
In mi smo bili v IMAX dvorani dolga leta nazaj, ob koncu 90-ih smo gledali v Ameriki, ko je prišel ven Phantom Menace, Star Wars, in moram reči, da je res vrhunsko doživetje. Tako da, če boste kadarkoli imeli priložnost si iti ogledati kak film v IMAX, ker če je v IMAX dvorani, pomeni, da je bil posnet tudi z IMAX tehnologijo in je to eno prav posebno, čist drugačno doživetje. Tako da. Definitivno za probat. Ja, evo, zdaj vemo, kaj je IMAX. Zdaj si odprl Pandorino skrinjico, Matej. Če lahko državljani Evropske unije predlagamo, kaj bi bilo na novih bankovcih, zakaj ne bi mi imeli cool bankovce? Zakaj bi morali biti gor, ne vem, politiki ali pa neke slike nekih parlamentov? Ne nazadnje, ok, če so ptiči, samo ne vem, če smo tako ornitološko osveščeni, kot bi si morda želeli. Jaz bi, da bi imeli cool bankovce, pač, da bi šli malo v izročilo tudi popkulture Evropske unije, pa bi recimo dali gor Pata pa Mata, recimo, ne? Ja. Ozija Osborna, čeprav on je Anglež, ne? Niso več v Evropski uniji. Ja, škoda. Ja. Drugače te pa podpiram. Mogoče kakšne umetnosti, kakšne slike. Ne, še bolj. Recimo, zakaj ne bi dali starega Ericssona? Veš, kaj ti hočem reči? Ja, zakaj ne? Ja. Mislim, če je lahko ptič, če je lahko tudi ali pa Nokia 6310, recimo, da bi dali. Ali pa, ok, če sem že malo mimo pihno z Ozijem, pa bi lahko dali Rudolfa Schenkerja, kitarista od Scorpioncev, recimo. Ali pa Klausa. No, kakorkoli, se pravim, ne upam, da se bodo dobro odločili, na koncu pa se vseeno kaj na dnaru, ne. Važno je samo, da ga imamo dovolj, ne preveč, ker modri ljudje so že nekdaj govorili, denar tako tak človeka samo pokvari. Ok, moramo vprašati, ker vsake toliko pač vprašamo. Ema, kaj vajba na socialu? Ker mi dva z Matejem pač nisva tak in, ne? Pa bi rada bila in ti kot vidna predstavnica generacije Z, povej. Je zdaj trend mogoče nakit iz pravih orhidej. To zdaj se gleda face in se snemajo in slikajo in kažejo. Ja ne, pač kupiš orhidejo, odrežeš pač cvet, rožico in pol posušiš, pa daš en taki namaz preko, pa eno namaz. Pač tak neko plast moraš dati, ne vem. Plast? Ja, da se strdi to. Ok, plast daš preko. In pol tako luknjico in imaš uhan. Samo orhideja je kar velika, ni? Ja, saj imaš tudi one male. Imaš male orhideje. Male orhideje. Za uhane. Plast moraš dati prek. No ja, ne vem, kaki namazi, kaj je to. Raziščite. Neki gel, ne vem kaj. Geliši narediš, ne? Čekaj, in pol je to vzdržljivo dejansko? Ja ne, saj pol propade čez čas. To imaš. Propadajoči uhani. Ja, no ja. Ampak so pa eko, ne? Ja, to imaš naravno. Razen premaz, Bog ve, kaj je to. S kakim terom moraš to namazati, ne? Da to je lepo. Je samo ful lepo izgleda, res. Bi rekel. Komaj čakam, da si jo gledam. Ja, vse imam slike pripravljene. Okay. Drugače pa je dober trik, jaz absolutno nimam pojma o rožah, ampak me je žena naučila, da če veš, včasih orhideja noče dati svoje, ne? In pol ima ona trik, da da v lonček zraven umetno orhidejo, veš, umetno, ker dobiš umetne tudi, in potem je ona ljubosumna in začne. Kaj res? Ja, pa je, kaj te jaz vem. Ok, zdaj mi čez poletje se malo spominjamo za nazaj in vsake toliko, se veste, ko pri Frasu in Medvarju pride mimo Tina in pa začne začuj Fras. Kaj to pomeni? Ja, tako je. Ja. To pomeni, da bomo slišali Tineto slabi vic. V zadnji sezoni jih je bilo ogromno, pa se spomnimo še enega, ker ne škodi. Čuj, Fras. Okay. Mož pa žena sedita pri kosilu. Pa reče mož, Majda, kako umr se, šokala za mano? Šla se bom, tako več, za vsako bedarijo jočem.
Kaj si ti, ja, malo, ne vem, če si nadgradil to slabost, ne? Kaj si ti, Tinetovi najslabši vici. Nova rubrika, Danes je torek, 28. julij, približuje se nov vročinski val. Naše poletje. In to ta osvežitev. Ja, in osvežitev na otoku ponujemo vsake toliko skozi vso poletje na tem radiju. Imamo proste vstopnice za kopanje na tem našem legendarnem, brez debate, kopališču, legendarnem. In če pošljete otok in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220, prva je bila danes zjutraj izžrebana Maša. Maša, dobro jutro. Ja, če samo malo, da pomivalca vžgam, ker sem jih na ših prišla. Veš kaj? Ja, super, te pa gremo. Bo za to, ne? Bo za to v teh dneh vročinski val. In na otoku je pregovorno, fajn voda, ki te ofriša. Ja, kak najraje skačeš vodo, Maša, ti? Ja, no, odvisno. Na hitro, ne? Okay. Da čim prej mine, ne? Ni salta nazaj ali pa... Nismo tako daleč, ne? Dobro. Maša, dopusti že bil ali še bo? Še čakamo. Tako da bo obisko toka super malo mes za počofotati. Ja, malo to lažilno zmes. Okay, jaz ti želim fenomenalno poletje, Maša, tebi in vsem tvojim, in uživaj na otoku. Najlepša hvala. Evo Maša. Odložila je že, glej. Evo Maša. Maša se gre kopati. Gre se kopati, ja. Idite se kopati, tudi vi, na naš račun častimo. Testiral sem en lifehack. Me zanima. Ja, seveda. Za tebe sicer ne bo, ti nimaš očal, Matej. Ne nosiš očal. Ima? Jaz imam, ja. Ne pač. In sploh poleti, ali pa če si zunaj, pa je vroče, se ti zgodi, da ko pač koža postane malo bolj potna, da ti drsijo, da ti padajo dol. Ja. To je kar tečno, ne, pri očalih, in pol si in si moraš skozi popravljati. Zdaj, seveda eno je, da pač malo zagreješ, pa si spremeniš tu, da ti bolj za uho pikne, ne. To je eno, ampak da obstaja en veliko lažji lifehack, sem potestiral in dejansko deluje. Imamo, ne, labelo vedno je nekaj, vsaj nekdo ima, ko nekje sediš ali pa nekdo je, običajno imate ženske, ne. Imamo, ja, vedno. Si malo tu po nosu samo potegneš, kjer sedajo očala na nos. In dejansko drži. Pikne. Ja, kaj se zalepijo? Zalepijo se, samo ne drsi. Ja, deluje. Tako da lahko probate, če vas to moti. Drugače pa, če vas ne, pa tudi prav. Ja, zdaj bi rekli dobro jutro Tine, oziroma o Tine, ampak Tine ta ni. Ja, ker Tine skrbi za svoje poslušalce, ampak je prepustil meni, seveda mi je poslal seznam zanimivosti, pa da povemo, da Tinetovi poslušalci ne ostanejo brez. In danes je ena taka poletna, vemo, to poznata to, ko si na terasi, ki je zvečer, na kakem pikniku ali pa kjerkoli, pa je vedno en, ko pravi, kako pa mene komari žerejo. Mene imajo pa tak radi komari. Mene imajo pa vedno en, ali pa ena, ko je malo bolj izpostavljena. In Tine mi je poslal, da so znanstveniki ugotovili, zakaj raje napadajo enega človeka na terasi, nekatere pa pustijo pri miru. Razlog, komarje privlačijo ljudje, ki so pravkar spili pivo. Ali pa tisti, ki imajo več nekih naravnih kislin na koži, ki jih običajno izločamo, ko spijemo. Pivo. Tako. Samo jaz ne pijem piva. Pa te imajo vseeno radi, pa imaš kislo kožo, gled prav za komara. Kar seveda pomeni, da ko se kolegi zvečer dobijo, pa pride pa reče drugo jutro, nič nisem pil. Absolutno nič nisem pil. Celi popikan. Ma rogast, ko gepard. Tako da, ja.
Predlagam, da se še malo spomnimo, kaj smo kaj takega v zadnji sezoni naštimali tu pri nas na Totem radiju. Sezona seveda traja od septembra do junija, načeloma do konca junija, in ko jaz grem malo skozi arhivo, je res, veš, če imam slučajno fleke tu gori po čelu, ker se to skrat za glavo primem. Maš, ja. Je pa kar nekaj zanimivih momentov bilo, recimo, ko smo v Totem studiu eno jutro gostili šefa Bineta Volčiča. In takrat smo se pogovarjali o tem projektu, veš, ko delajo pač to moko oziroma iz mokarja, pač te proteine, ne? Pa ful dobro, mi smo jedli kekse z mokarji, super so bili, ne bi nikoli rekel. No, in takrat ga je seveda Jeger hotel malo uzurpirati, pa je dobil nazaj servirano. Jaz imam ženo, ki pa res zelo dobro kuha, ampak ima en problem. Ona? Tebe. Ja, ima dobro tudi mene, ja, ampak ima še drugi problem, torej, da nikoli ne ve, kaj naj kuha in me vedno sprašuje, kaj naj kuham. Je pa velika ljubiteljica oziroma oboževalka Masterchefa, tudi tebe je spremljala in daj mi zdaj ti povej, kaj naj moja draga jutri kuha, pa da jaz pridem domov pa rečem, veš kaj? Ko te enkrat vpraša, da enkrat moški ve, kaj odgovoriti, ne? Ne, da pridem domov pa rečem, Bine Volčič mi je rekel, to moraš narediti. To je super, zdaj si ta stres name dal, ne? Da ima za 5 sekund, da odgovoriš. Ej, ne vem, če ti bom znal odgovoriti na to vprašanje. A nekaj na hitrco, veš, ko se naredi, ko priješ domov službe. Ne vem, dej hladilnik odpri, pa poglej, kaj noc zmeč ven, tist, kar je za, kar bo jutr za stran, pa... Mleto meso, mama. Ja, super. Veš, kaj ti ženi reče? Nared, svaštaraš. Svaštaraš, pa ja. Vsega malo noter. Ja, to je to. Evo, rešene. Hvala lepa, Bine. Svaštaraš. To je, ne, recimo ena taka ideja. Ko ne veš, kaj bi kuhal, glej, danes pa imamo svaštaraš. Kaj bo, pusti se presenetiti. Ali pa, ko je recimo Tine povedal eno zanimivo zgodbo o sovi v zadnji sezoni. Sova, vemo, čudovita ptica ujeda, krasna, ne? Super, praktično neslišno leti skozi zrak. Leta 97 je pač en živel v Devonu v Angliji in je na svojem vrtu slišal sovo. Preko sova, pa nazaj, pa nazaj, pa to hec. No, to je postala kar rutina, več mesecev je vsak večer huhal, pa ona njemu nazaj. Zapisoval si je celo, kak je odgovor je dobival, probal raziskovati. No, čez nekaj mesecev žena gotovila, da je 100 metrov beg sosed isto. Pa kaj si ti, Anor? Zdaj sta bila navdušena, kak se sovo menita, isto sta se pa drug z drugim. En bi jih mogel gledati, veš, kaj hoji ta. Ja, pa potem kak je zdaj, ne poslušaj se, če naredi kak naredi nazaj. Ne veš. Ali pa, ko je, to je tudi presenetil, ko je Fras dobil izziv v tej zadnji sezoni in je mogel napisati rap in ga potem tudi živo zarepati in bil je res vrhunski, prisluhnimo. Skoraj zapeljal sem s ceste, saj kolesar je bil na sredi, ni gledal nazaj. Dres pa čelada, pa bajk za 2 jurja, ko sem pelal mimo, pa še faca kurja. Mi je mahal in žugal z gnilim prstom na relaciji med Divačo in Trstom. Se dal gas in izginil v prašnem oblaku, kolesar pa še naprej. Krilil je po zraku, dal sem muziko na glas in v špegel pogledal. Kolesar je pune gono in me grdo gledal, bil je pune hiter. Šel je ko raketa, skočil na streho, kot da ni z tega planeta. Škifi so vleteli, z marico pa škodo. Jaz sem za bremzo, kolesar pa šel drglodo. So ga dali v lisice in vrgli v čuzo, ker za vedno drugim o bajkih bo bluzo. Evo, Medvard, tu imaš zdaj en pune hite rap. As I walk through the valley of the shadow of death. Jaz sem lirični gangster, to je efekt. Kaj porečeš na izziv, je cool ali krep. Bravo! Res vrhunsko. Jaz sem lirični gangster, ne? Bravo. Kurjo kožo sem As I walk through the valley of the shadow of death. Ja, ne, dobro, res. Ja, res vrhunsko. In teh momentov je še res... Pravzaprav ne bomo v to poletje stišali vsega noter, bomo se pa potrudili, da se vsak dan malo spomnimo.
Ko se že pogovarjamo o tem, da se spominjamo za nazaj tudi zgodbe Totega Milana, najboljše iz zadnje sezone. In danes se bomo spomnili, ko je bil ta smučarski avtobus, ki je vozil in je bil brezplačen za smučarje. In so se seveda takoj našli taki, ki so to hoteli izigravati, prišli v obleki pa z malimi plastičnimi smučkami, ne? Pa to zdaj grem vmes na 2 furi, toliko da si malo glavo sputam. Luftaj se ti na neki terasi, plača mi vožnja. Pa če imamo smučari, zastonj če ste oglaševali. Kaj boš smučal, kaj se zluftaš, kaj mi govoriš? Pa da veš, kako imam jaz dela, pa koliko imam jaz skrbi. Pa to milijoni gor, milijoni dol, danes po noči sem Hong Kongu rejal. Zdaj čakam, da se borza v Frankfurtu odpre. Če da ga ne boš spustil slučajno, mene pa derkaš vsakič. In seveda je bilo zapletov. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.